Nahajamo se v X-centru v Novi Gorici, v galerijskem prostoru, in v katerem za program skrbi mreža Platforma za sodobno raziskovalno umetnost KONS, se pravi nacionalna mreža, ki povezuje Maribor, Gorico, Ljubljano, Velenje in Novo mesto. In v tem prostoru predstavljamo sodobne raziskovalne projekte, ki so del KONS-ovega projektnega laboratorija oziroma KONS-ovih projektnih laboratorijev. V tem trenutku in za mano je projekt Adama in Katrin, ki nastaja v produkciji Mariborskega laboratorija za robotiko in urbano transformacijo, se pravi laboratorija KONS, ki deluje v Mariboru. Projekt Empathy Swarm, se pravi empatični roj, je v bistvu zgodba, na katerem Katrin in Adam delata že več let. Projekt, se pravi roj teh majhnih robotov, decentraliziran roj robotov, se in softversko, programsko in hardversko strojno nadgrajuje. Verzija, ki je tukaj z nami v Gorici, v X-centru, je ena manjša verzija, v eni manjši obliki. Tukaj smo imeli 15 robotkov, ki je komuniciralo in delovalo med sabo, s sabo kot skupnost in hkrati seveda z gledalcem, ki se jim je približal, ki so ga oni, ki ga je sistem zaznal, ki so se ga na nek način v trenutku ustrašili, potem pa so se mu tudi začeli približevati. Zdaj, mogoče je zanimivo oziroma dejstvo takšno, da projekt je bil potrjen s strani programskega sveta KONS-a. Adam in Katrin sta se na mednarodni poziv prijavila in seveda KONS in Laboratorij za robotiko in urbano transformacijo smo avtorja poznali njun projekt in vstopili v tole produkcijsko situacijo, kjer se zgodba, tako kot sem rekel, nadgrajuje in programsko in strojno. To nadgrajevanje se dogaja v sodelovanju z Ferjem, Fakulteto za elektroniko v Mariboru in v bistvu z večjimi oddelki na fakulteti, z oddelkom za industrijsko robotiko, z oddelkom za elektroniko in za telekomunikacije. Zakaj z večjimi oddelki? Zato, ker zdaj, če smo čisto tehnični, nadgrajuje se baterijsko napajanje robotov, nadgrajuje se sam opazovalni lokacijski tracking sistem, kako sistem zaznava pozicijo in lokacijo robotov in kako sistem zaznava in spozna gibanje gledalca, se pravi človeka, ki vstopi v interakcijo, v dialog z empatičnim rojem, z decentraliziranim rojem robotov. Kar se avtorjev tiče, se pravi Adama in Katrin, je potrebno izpostaviti, da nekako se mi zdi, če govorimo o sceni sodobne raziskovalne ali pa nove medijske, intermedijske umetnosti, je na nek način več možnih poti scenarijev, kako rečemo te medijske skulpture ali pa interaktivne instalacije ali pa sami roboti nastajajo. Se pravi, imamo na enem koncu avtorje, avtorice, ki so sposobni in si želijo in hočejo vse sami narediti, imamo na drugi strani avtorje, umetnike, umetnice, ki sodelujejo z inženirji, sodelujejo z nekom, ki jim in hardware in software razvija. Kar se Adama in Katrin tiče, sta na tem naredi sam DIY koncu, tudi v koncu, kjer ju na nek način ne zanima
neke stvari kupovati, vzpostavljati v njunem sistemu neke stvari dragih korporacij, tako hardverskih in softverskih, se pravi, zanimajo ju, kot smo rekli, DIY scena, zanimajo in razvijata, delata na tem, da to tako, kar se tiče same elektronike in samega hardverja in samega softverja, znata in naredita vse sama. Jasno je, da imata svetovalce, jasno je, tako kot sem povedal, tudi v primeru, česa se tudi še v naslednjem letu v trajanju konca veselimo, to sodelovanje in nadgrajevanje same tehnologije s pomočjo Mariborske fakultete in s pomočjo strokovnjakov na tej fakulteti. Nadgrajuje se strokovnjaki, ampak sta na tistem high-endu, vrhu tega, kaj pomeni, da, bom rekel, umetnik obvladuje in pozna svojo tehnologijo, svojo tehniko, stvari, ki jih uporablja. To se mi zdi, da je tudi del te njune zgodbe in njunega sporočila. Neke socializacije, humanizacije, mislim, da je to ena izmed zgodb, ena izmed plasti sodobne raziskovalne, novo intermedijske, interdisciplinarne umetnosti, ki se ukvarja z tehnologijo, življenjem s tehnologijo, razumevanjem tehnologije, analiziranjem tehnologije, analiziranjem sprememb v tehnologiji in sprememb v naših življenjih zaradi tehnologije. In jasno, da je neka, ne bom rekel, humanizacija robotov ali pa robotizacija človeka, ampak dialog človeka in robota, narave in kulture, biologije in tehnologije je nekaj, kar je jasno, da je zapisano v DNK-ju projekta, ki je za nami.